Skupaj z vami smo se odpravili v čudovito dolino reke Kolpe in se z e-tronom zapletli v 18 serpentin medvedove steze, ki se vijajo v objemu pragozda. Testno kopje smo tokrat zapičili v rekuperacijo, se pravi sposobnost predelave sile zaviranja v novo električno energijo, s katero se poveča doseg električnega avtomobila. Ne glede na to, da so ob vožnji navkreber naši tokratni testni vozniki uživali v ekstremnih električnih pospeških, pa smo ves čas preizkusa preizkušali ostati zbrani in se pri spustih osredotočiti predvsem na to, kako e-tron nabira energijo takrat, ko jo običajni avtomobili spuščajo v zrak. Ne, ker gre, ne? Neverjetno, zdaj sem pa prehiter, ker sem... Ne more 2,5 toni jeti enako v vink noter, kot gre ena, ne? Ampak druga stvar je bolj to, da kje bo treba začeti zavirati, pa kje bo nehati, pa kdaj pospeševati. Ta druga faza je čist druga. To mi je všeč, sam gre tako, kot se bi z vlakom peljal, ne? Točno to. Točno. Kaj bi se z vlakom peljal, ja. Če bi bolj dinamično vozil, se pravi, kasneje bi zaviral, a ne, bolj bi mehanska zavora še zraven delala. Ampak v tem primeru pa večino časa ljudje, mislim po mestu pa tako naprej, pa tudi po taki cesti, a ne, toliko prej začnejo zavirati, pa toliko blago pritiskajo, da to ves čas rekuperacija dela, ne. Med našimi tokratnimi testnimi vozniki pa je bil tudi mlad kemik Jošt Herman, ki opravlja raziskovalno delo na Kemijskem inštitutu in sicer v laboratoriju za kemijo materialov, kjer se ukvarjajo tudi z razvojem baterij za avtomobilsko industrijo. Litij poženemo iz ene strani na drugo, se pravi, izgradimo ga iz enega materiala v drug material in ta dva materiala imata različen elektrokemijski potencial, iz tega izhaja energija. To je nekako tako ekvivalent v vsakdanji bi bil, kot če vržemo žogo iz balkona, pa jo vržemo nazaj na balkon. Ko je žoga na balkonu, se pravi, ko je litij v eni spojini, ima on noter to potencialno energijo, ki jo s tem metom oziroma premagovanjem višine sprostimo in žoga seveda pospeši proti tlom. Enako lahko naredimo, je popolnoma reverzibilen proces, žogo lahko vržemo nazaj na balkon in spet jo vložimo to energijo. V bistvu gre tukaj za zelo podobno stvar. Baterij pa se nismo lotili samo po tehnični plati, ampak tudi po vozniški. Saj nas je zanimalo, ali bodo testni vozniki v zahtevnih zavitih ovinkih čutili 600 kg veliko maso baterij zloženih pod sedeži. Super, sem navdušen, res. Masa se čuti, ne, to se čuti. Tisto užitek, ko fajn potegne pa tako, ne. Pol pa prideš, moraš pa že malo zavrti, če greš v kanzel, pa spet zavit, ne. Avto vrhunski kot benzina ali pa dizel, samo da je ta tehnika notin. Zadetek v polno, bi se rekel, ne. Dizajn je precej drzen. Prednja maska avtomobila, ki je v enem delu, ker pri Audijih prej so bili ločeni, zelo zanimiva so pa, tako bom rekel, vzvratna ogledala, podprta s kamero in vidiš potem v notranjosti, bom rekel, kamero. Na to se sicer moraš na začetku navaditi. Na zadnjem delu pa se mi zdi zelo zanimivo, tako bom rekel, zadnje luči. Poseben dodatek, ko avto, če se obrneš za njim, ima en prepoznaven znak. Ne samo 4 kroge Audijeve, ampak tudi te luči. Na snemanju testiranja nabiranja električne energije pri vožnji po klancu navzdol pa se naš snemalec Jernej Podgoršek ni mogel zadržati in je delovni dan izkoristil za nabiranje drugačne vrste energije. Jernej je namreč tekmovalec v spustu z longboardom. Na strmi rebri pa vsako leto poteka tekma v spustu, v kateri se pomerijo najboljši v spustu stoje. Pravila so preprosta. 4 naenkrat navzdol po 14% strmem in 18krat za 180 stopinj zavitem medvedjem črevu. No. Audi generira elektriko, to pa generira seksapil dal po klancu. Električnega Audija smo vam v avtomobilnosti predstavili že takrat, ko je v našo kamero pogledala Kamila. A na tem mestu vas vabimo, da spoznate tudi bolj konvencionalne SUV-ovske Audije, model Q3 in pa tudi Q8, ki je začel novi oblikovalski slog. Pa ste že naročeni? Sicer gumb naroči in zvonček.